Danes si bomo pogledali, kako računamo s potencami z negativnim eksponentom. Mi že vemo, da je vsaka potenca sestavljena iz svoje osnove in svoje stopnje oziroma eksponente, recimo a na n. A je osnova, ta n je pa stopnja. In zdaj v osnovni šoli so bile te stopnje naravna števila, recimo 3 na 4. In to že vemo, da je 3 krat 3 krat 3 krat 3. Tudi nekaj pravil v zvezi z računanjem s potence smo se takrat naučili. Sicer, da je a na n krat a na m. Če je torej produkt dveh potenc z enako osnovo, da je to a na n plus m. Pa da je a na n deljeno z a na m enako a n minus m. In vemo tudi, da je a na n na m isto kot a na n krat m. Znano mi je tudi pravilo, da je a na karkoli enako 1. Danes pa si bomo pogledali, kaj pomeni a na minus 1 ali pa a na minus 2, a na minus 3 in tako naprej. Recimo, da moramo izračunati, koliko je 2 na minus 1. Pa si bomo pomagali s tem pravilom, koliko je a na n deljeno z a na m. Vemo, da je to a na n minus m. Zakaj? Sestavili bomo račun, kako dobimo odgovor 2 na minus 1. Recimo, če imamo 2 na 3, bi mogli to deliti z 2 na 4. Ker 3 minus 4, to je isto kot 2 na 3 minus 4. In to je res 2 na minus 1. Se pravi, 2 na minus 1 je recimo 2 na 3 deljeno z 2 na 4. Ampak 2 na 3 deljeno z 2 na 4 bi lahko zapisali tudi kot 2 na 3 ulomljeno z 2 na 4, ker deljeno lahko vedno zapišemo kot ulomljeno. To je pa zdaj 2 krat 2 krat 2, 3 dvojke vzgoraj in 4 dvojke vzspodaj. Ker se isti faktorji ponovijo zgoraj in spodaj, jih lahko krajšamo. In sicer koliko? Ja, 3 dvojke lahko pokrajšamo. Zgoraj ne ostane nič, smo vse zdelili, zato napišemo 1. Kot recimo, če imamo 3 šestine, delimo s 3 in vzgoraj 3 deljeno s 3, ker vse pokrajšamo, ostane 1, vzspodaj 2. Tukaj pa imamo 1 polomljeno z 2. Se pravi, 2 na minus 1 je 1 polovica. Podobno bi lahko recimo šli na račun z številko 3. Poglejmo zdaj recimo 3 na minus 1. Ja, 3 na minus 1 je pa recimo 3 na 4 deljeno s 3 na 5. Zdaj tukaj je veliko možnosti, a ne? Vsekakor 4 minus 5 je minus 1. Vzgoraj imamo 3 na 4, vzspodaj 3 na 5. To je 3 krat 3 krat 3 krat 3, vzspodaj pa 3 krat 3 krat 3 krat 3 krat 3. 4 trojke pokrajšamo in ostane 1 deljeno z 3. Se pravi, 2 na minus 1 je 1 polovica, 3 na minus 1 je 1 tretjina. Poglejmo še enega, recimo 5 na minus 1. To bi lahko zapisali kot 5 na 10 ulomljeno s 5 na 11, ker je 10 minus 11 minus 1. Zdaj pa ne bomo pisali 5 desetk oziroma 10 petk, ampak bomo samo rekli, da bomo 10 petkov krajšali. In koliko nam jih zgoraj ostane? Nobena, zato napišemo 1. Kaj pa vzspodaj, če smo jih 10 okrajšali, nam ostane še 1. Torej 5 na 1 in je to 1 petina. Eto, mislim, da že razumemo. 7 na minus 1 je torej 1 sedmina. 6 na minus 1 je 1 šestina. 3 na minus 1 je, že vemo, 1 tretjina, če imamo pa 13 na minus 1 je pa 1 trinajstina. Na splošno velja, da je a na minus 1 1 ulomljeno z a. In to si velja zapomniti. Lahko imamo pa zapisano 3 na minus 2. Kaj pa je zdaj to?
Zopet lahko gremo na isti način, sestavimo račun, recimo to je 3 na 2 deljeno s 3 na 4, zato ker je 2 minus 4 minus 2. To je torej 3 na 2 vlomljeno s 3 na 4, koliko trojk lahko okrajšamo? 2. Tukaj ne ostane nobena, tukaj pa ostaneta 2. Se pravi, 3 na minus 2 je 1 vlomljeno s 3 na kvadrat. Ali pa recimo 6 na minus 3. To je 6 na 5 vlomljeno z, se pravi, če smo izbrali petko, to smo si kar zmislili, bi lahko dali 6 na 8 recimo. In 5 minus 8 je minus 3. Tukaj bi zdaj 6, 5 oziroma 5, 6 pokrajšala, ostane 1. V spodaj pa je 6 na 8, pa 5 jih damo v stran, ostanejo 3. Tako. Se pravi, če imam jaz 7 na minus 4, je to isto kot 1 vlomljeno 7 na 4. Ali pa 15 na minus 3 je 1 vlomljeno s 15 na 3. 20 na minus 4, 1 vlomljeno s 20 na 4. Na splošno velja torej pravilo, da je a na minus n enako 1 vlomljeno z a na n. Že prej pa smo povedali, da je a na minus 1 enako 1 vlomljeno z a. Recimo, če imamo 4 na minus 7, to lahko zapišemo kot 4 na 7 na minus 1, ker vemo pravilo, da je a na n na m enako a na n krat m. Torej, to dvoje pomnožimo, to je minus 7. In to je zdaj 1 vlomljeno za 4 na 7. 6 na minus 5 pa je recimo 6 na 5 na minus 1 in je to 1 vlomljeno 6 na 5. Na katerikoli način že si to zapomnimo. Pa se poigrajmo še malo. Recimo, če moram napisati 4 na minus 3. 4 na minus 3 bi jaz lahko napisala tudi kot 4 na minus 3 enin. To je isto. Zdaj že vem, da 4 na minus 3 je 1 vlomljeno 4 na 3. Poglejmo, kaj se je zgodilo. Ta vzgori 4 na minus 3 je skočila dol in ratala 4 na 3. Ali pa recimo 3 na minus 2, zopet si dajmo kot enin. Vzgori ga ni več, je samo v spodaj. Prav to je 1 vlomljeno s 3 na kvadrat. Kaj pa, če je na minus v spodaj? Da imamo recimo 1 vlomljeno z 5 na minus 2. Zdaj na dolgo bi šlo to takole. 1 vlomljeno s 5 na minus 2, vemo, da je 1 vlomljeno s 5 na kvadrat. To je isto kot 1 deli 1 z 1 vlomljeno s 5 na kvadrat. To je 1 enina krat 5 na kvadrat, enin, in to je skupaj 5 na kvadrat. Seveda, lahko enine pustimo. Če je pa 5 na minus 2 spodaj, jo pa v bistvu premaknemo vzgori, pa je 5 na kvadrat. No, to je pa nekaj uporabnega. Poglejmo. Recimo, da imamo račun 3 na minus 4 krat 4 na minus 2 krat 5 na minus 6 krat 7 na kvadrat, vlomljeno z 3 na minus 2 krat 4 na 3 krat 5 na minus 8 krat 7 na minus 3. In naša naloga, da je to zračunamo. Zdaj, en način bi bil seveda, da pogledamo skupaj tiste potence, ki imajo isto osnovo, se pravi tele. Takole. Pa potem rečemo, da je to. Se pravi 3 na minus 4 vlomljeno s 3 na minus 2 krat 4 na minus 2 vlomljeno z 4 na 3 krat 5 na minus 6 vlomljeno s 5 na minus 8 krat 7 na 2 deljeno s 7 na minus 3. In to je koliko? 3, zdaj pa to minus to, kar je v spodaj, krat 4, zopet to minus 3, pa 5, minus 6, minus minus 8 in 7, 2 minus minus 3. In je to 3 na minus 4 plus 2 je minus 2,
4 na minus 5, 5 na minus 6 minus 8 je minus 6 plus 8. No, tukaj smo tudi že izračunali, minus 4 plus 2 je minus 2, minus 6 plus 8 je pa plus 2, lahko tudi kar zapišem, plus 2. In 7 na, to je pa 2 plus 3 je pa 5. Eto, to je rezultat. Lahko pa naredimo to tudi s premiki. Kako? Se pravi, prej smo povedali, da če imamo v števcu na minus, da potem prestavimo v imenovalec in rata plus. Recimo, 3 na minus 4 premaknemo dol in je 3 na 4. 4 na minus 2 premaknemo dol, je 4 na 2. 5 na minus 6 je 5 na 6, 7 na 2 pustimo zgoraj. 3 na minus 2 gre vzgoraj v 3 na kvadrat, 4 na 3 ostane, 5 na minus 8 gre gor, v 5 na 8 in 7 na 3. In koliko je zdaj to? 3 na kvadrat krat 5 na 8 krat 7 na 5. Vlomljeno z, ospodaj je pa 3 na 4 krat 4 na 5 krat 5 na 6. Zdaj pa okrajšam. 2 trojki imam zgoraj, 4 vspodaj. Čeprav bom 2 pokrajšala. Pa lahko pokrajšam. Aha, še nekaj smo tukaj pozabili. 4 na 5, v redu je, ja. Potem imam tukaj, vzgoraj imam 8 petk, vspodaj pa 6. Torej pomeni, da jih bom 6 krajšala, ostaneta 2. 7, so pa samo 5 vzgoraj. Eto, kaj mi je ostalo? Ostalo mi je 5 na kvadrat krat 7 na 5, kar je isto kot tukaj. Spodaj pa 3 na 2 krat 4 na 5. Ampak ta 3 na 2 lahko gor prestavim, pa rata minus. Torej 3 na minus 2 krat 4 na minus 5 krat 5 na 2 krat 7 na 5.